Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Idrija se v zadnjih dneh znašla v središču pozornosti javnih medijev, ki spremljajo delo predsednika vlade Janeza Janše. Saj je bil ta v Idriji v manj kot mesecu dni kar 3-krat. Zakaj je predsednik vlade tako navdušen in zakaj tako rad prihaja v Idrijo, pa sedaj sprašujem župana Tomaža Venclja, ki ga še prej seveda lepo pozdravljam. Dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav. O kakšni navdušenosti govoriti sicer ne vem. Lahko pa povem, da je bil predsednik vlade prvič od teh 3 obiskov v spodnji Idriji v okviru obiska vlade na Severnem Primorskem. Drugič preteklo soboto v Idriji na srečanju članov SDS-a. In tretjič ta torek na sestanku, mislim, da slovenskega grozda avtomobilske industrije zopet v spodnji Idriji. V nobenem od teh primerov pa se ni oglasil v mestni hiši. V nobenem od teh primerov se ni oglasil v mestni hiši. Običajno se župani in predsedniki vlad, ministri srečujejo tudi v mestni hiši. Ja, tudi v teh primerih do tega ni prišlo. Sem se pa odzval kot župan na vabilo predsednika vlade na srečanje članov SDS-a, ki je bilo v Modri dvorani v Idriji. Spregovoril nekaj besed v pozdrav. V nadaljevanju pa tudi izvršil pogovor s predsednikom vlade. Sami ste bili pred 3 leti izvoljeni za župana na nestrankarski listi. Kakšen je vaš odnos pravzaprav do političnih strank? Ja, moj odnos do političnih strank, ja, res sem nestrankarski. Moj odnos do političnih strank pa je tak, da meni osebno pomenijo vse stranke popolnoma enako. Povedati moram, da tudi v občinskem svetu praktično z vsemi strankami dobro sodelujem, zaradi tega ne vem, zakaj se povabilom predsednika določene stranke, če me na nek dogodek povabi, ne bi odzval. Ni pa zanemarljivo to dejstvo, da je Janez Janša predsednik vlade in da je ta vlada namenila občinam v zadnjih letih kar nekaj spodbud. Ja, govorimo predvsem o tem, da so udejanjili zakon o finančni razbremenitvi občin, ki se je sicer pripravljal že prej, ampak udejanil se ni. S to finančno razbremenitvijo, z višjo povprečnino na prebivalca in z nekaj več sredstvi za investicije s strani države smo tako za to leto dobili med 500 in 600 tisoč evri več kot prejšnje leta, zato tudi nekaj več lahko damo v same investicije v infrastrukturo, več ali manj. Pri tem, da je proračun občine težak 8 milijonov, tako, je pol milijona kar veliko, ne? Mislim, proračun je težji od tega, ampak sredstva pridobljena s strani države so pa med 8 in 9 milijoni. Ja, kako jih boste porabili? A teh 500 do 600 tisoč? Da. Ja, sem že rekel, predvsem za razna infrastrukturna vlaganja, od tega, zdaj bom rekel, kaj se pohnusto res letos dogaja, od tega, da smo v osnovni šoli Idrija naredili novo knjižnico na podstrešju, ki se pravkar opremlja, do tega, da se v spodnji Idriji dokončuje posodobitev šole, s tem, da bodo dobili tudi dvigalo, novo jedilnico, nekaj novih učilnic. Posodabljajo se ceste, res poizkušamo, kar se le da postrgati, dati v investicije, ki bodo ljudem na našem koncu pomagale lažje živeti. Pred nekaj dnevi se je začela rekonstrukcija, v bistvu dograditev ceste pri Likarci, se pravi Likarca Podroteja. Tam se gradi kolesarska steza, ki pa jo plača država pravzaprav, ne? Tako, projekti so bili občinski, se pravi, projekt je naročila občina. Po nekaj letih smo bili uvrščeni v proračun in na ta način se je zdaj že začela delati, sicer zdaj del od Zagoda proti Podrteji, v nadaljevanju pa tudi del od Likarce proti Zagodu. Se pravi, dela se kolesarska steza po desni strani ob Idrijci, delno se bo premikala tudi cesta, malo bolj pod pokopališčem v Idriji, malo manj tam naprej, ampak ko bo stvar zaključena, bo lahko kolesar šel varno od Likarce do Podrteje in potem naprej v Belo. Se pravi, tisti del, ki je bil nekako najbolj nevaren za kolesarje, bo
urejen. Krožišče pri Likarci v tem projektu ni vključeno. Krožišča pri Likarci v tem projektu ni. Za krožišče so v izdelavi projekti idejni, zaradi tega, ker bi probali rešiti tudi cesto nad stadionom, da jo odmaknemo od samega stanovanjskega bloka deloma. Stvar je pa spet povezana z državnimi sredstvi, tako da bomo čakali. Druga kolesarska steza ne bi potekala na relaciji Marof-Spodnja Idrija. Tam gre za zelo velik zalogaj, ne? Ja, to je zelo velik projekt, tudi na državnem nivoju, bom rekel. No, kakor kolesarska steza proti Podrteji je bil uvod v delo, se pravi, z izvajalci se je že dogovorilo, kako in kaj tudi za del Mokraška vas Spodnja Idrija uradno. Pogodbe so podpisane. Pogodbe so podpisane, gre za dela v vrednosti več kot 10 milijonov evrov. Od tega, da se na Marofu naredi nov most oziroma novo brv ob tem obstoječem že nizvodno, čez katerega bo potekal peš promet in kolesarska. Novo križišče z vozom na most, avtobusna postaja, levi zavijalni pas v smeri Idrije in potem na konzolah kolesarska steza praktično do transformatorske postaje, tam po obstoječem travnatem zemljišču naprej. V glavnem do Spodnje Idrije kolesarska in pešpot v okviru tega nad cesto pa tudi več kot 1 milijon evrov težak projekt lovilnih mrež in zaščit pred kamenjem. Obenem pa vkop visokonapetostnega kabla elektroprimorske v cesto, kanalizacija in vodovod do Škofije, se pravi teh prvih hiš, ko priješ pred Spodnjo Idrijo na levo in cel kup stvari. Tudi cestišče ne bi se dvignilo za skoraj meter, tam pri vstopu v Spodnjo Ja, Idrijo. v zadnjem ovinku, bomo rekli po domače pri Kramerjevi štal, se bo, oziroma pred tem se bo cestišče, tam kjer je najnižje do Idrice, se bo dvignilo za več kot 1 meter, tako da bo tudi poplavna varnost tam večja. V pogodbah piše, da bodo izvajalci dela končali v 2 letih. Ja, tako nekako. V sredini leta 2023 ne bi bila stvar zaključena, medtem ko Podrteja ne bi bila pa že do konca naslednjega leta zaključena. Kako pa kaže s predorom pod pokopališčem v Spodnji Idriji? Ja, stvar se je tudi začela kar odvijati, prej so bile več ali manj ideje in govorjenje okoli tega, zdaj je pa država tudi sam projekt umestila v državni prostorski načrt, se pravi to je prva faza, ko se potem gre projektirati vse stvari. Zatem je pa, mislim, da trenutno skozi ta državni prostorski načrt izbrana optimalna trasa, sam tunel ne bi bil nekaj krajši od 400 metrov, zaradi tega, ker bo pa prišel zelo pravokotno na Idrico, van bo tudi most v Spodnji Idriji nekaj 10 metrov krajši in na ta način je pač stvar zoptimizirana do tega, da je mogoče čez 10 let se pa stvar tudi uresniči. In bodo tudi Spodnji Idrijčani imeli tromostovje? Ali več. Ali več. To poletje je bilo veliko gradbišče v Triglavski ulici, tam večina del je končanih. Domačini pa hudo nezadovoljni zaradi kakovosti. Ja, prebivalci Triglavske, bom rekel, kar zadovoljni, tisti, ki pa se dnevno vozijo gor in dol, pa malo manj. Problem je v tem, da so pokrovi, prej so bili previsoki, zdaj so malo prenizki. Tudi kvaliteta asfalta je nekako vprašljiva, zaradi tega se je zdaj pač naredilo naročilo en pregled celega tega izvedenega dela. V tem tednu pričakujemo rezultate in glede na to bomo vedeli, kaj se bomo pogovarjali z izvajalcem del, ki je stvari tam delal. Se pravi, ali je asfalt tak, kot mora biti, ali so tolerance pokrov take, kot morajo biti. Drugače pa v splošnem je v Triglavski ulici zadovoljstvo, kajti imajo pločniki, imajo prehode za pešce, imajo javno razsvetljavo, tu je pa vse tisto, kar prej niso imeli, ni že zdaj. Sama varnost v ulici neznansko večji kot prej. In vsa ta dela je plačal občinski proračun? Ni ga še plačal, boga, ko bomo ugotovili, če vse prav narejeno.
Ja. oziroma ko bodo odpravljene napake. Tako v Spodnji Idriji, pa tudi na občinske stroške, tako se gradi nova cesta oziroma nov pločnik na Korejo v glavnem križišču. Ja. Tako, na Korejo bomo rekli po domače se do zdaj sploh ni dalo priti z otroškim vozičkom drugače kot po glavni dovozni poti. Vse druge poti v Spodnji Idriji so v bistvu imele stopnice, a ne, do Koreje. Tako da zdaj se bo pa s tem spodnjim delom okolo ovinka se bo speljalo pločnik, in ki bo potem priključen na obstoječi pločnik, tako da se bo dalo bolj varno priti in v vrtec in v šolo in prebivalci pač v svoj predel Spodnje Idrije. V našem času si težko predstavljamo življenje brez interneta. Sive in bele lise, kako je s tem na področju občine Idrija? Ja, določeni predeli občine Idrije so zelo slabo pokriti z optičnim omrežjem. Zdaj se nam je nekako, bom rekel, prikazala luč na koncu predora na ta način, da je država izvedla nov razpis za pokrivanje sivih lis. Z evropskimi in državnimi sredstvi je naredila razpis GOŠO 5, v katerem so območje občine Idrije ponudili enemu od izvajalcev, se pravi na javnem razpisu. Razpis je dobil GVO, to je pač hčerinska firma Telekoma Slovenije, in s proračunom, bomo rekli, nekaj tisoč manj kot 1,5 milijona evrov bodo mogli pokriti nekaj čez 400 bomo rekli gospodinjstvu na področju belih lis. Sive lise so pa tiste lise, ki v bistvu že imajo internet, vendar ne zadostne kakovosti oziroma zadostne hitrosti. Se bo pa marsikje spotoma, ko se bo vleklo povezave do teh belih lis, omogočilo tudi boljše povezave na področjih sivih lis. Skupaj, če se štejemo, je skoraj 800 gospodinjstev. Ja, nekaj manj. Mislim, da je sivih lis je nekaj čez 350, belih lis je pa nekaj čez 400. Tako da. Je pa spet stvar ne bi bila v slabih 2 letih ne bi bila narejena. Pogovarjamo se kot občina, kot lastnica dokaj dolgega, bomo rekli, dokaj dolgega kanalizacijskega omrežja za vgraditev optičnih kablov z GVO-jem o tem, da bi večino tega jim prodali, se pravi, da bi lahko oni vgradili noter svoje optične kable. Ne povem, da to je že zgrajeno v Mokraški vasi, v Godoviču, praktično 12 km do Idrijske Bele, in še po Idriji in še. Tako da mislim, da se pogovarjamo o vsega skupaj 17 km omrežja, ki ga bi nekako ponudili investitorju, GVO-ju v odkup. To pomeni, da optika prihaja tudi v Čekovnik na vojsko? Optika, po moje, se bo začela tam, kjer je najmanj dela, se pravi z Mokraško vasjo, ki je praktično tudi nič boljša kot vojsko ali pa karkoli drugega, s Pustoto v Spodnji Idriji, z Godovičem, prihaja pa tudi na vojsko in tudi v Čekovnik. Sicer določeni predeli občine so pokriti z brezžičnim prenosom podatkov, ampak na ta način se bo marsikaj verjetno spravilo pa na ta pravo optiko. V slabih 2 letih ne bi končali. Tako. Poglejva še nekaj na kulturno področje, in sicer filmsko gledališče je dobilo v teh dneh nov sodoben kinoprojektor. To je pomembna pridobitev, ne? Ja, v bistvu je res pomembna pridobitev. V Idriji smo imeli do zdaj 2 stara iskrena projektorja iz tistih, bi rekel, old school časov. Na tiste se je lahko predvajalo tako ali tako samo še nekaj filmov. Kar je bilo teh filmov, ki so se predvajali zdaj, so bili več ali manj filmi predvajani s čisto normalno Blu-ray tehnologijo, ki jo lahko praktično vsakdo kupi za domačo rabo.
Zdaj smo pa občina Idrija in s pomočjo, oziroma dobili smo sredstva na razpisu Ministrstva za kulturo, celotna stvar, posodobitev, se pravi projektor z vgraditvijo inštalacij in z vsem, kar je stal nekaj manj kot 50.000 evrov. Sicer predračunske vrednosti so bile še enih 15.000 večje, ampak smo imeli kar srečo na razpisu in dobili kar po ugodni ceni stvar. Se pravi, da zdaj s novo tehnologijo prihajajo v Idrijo tudi novi filmi. Že ta vikend, kakor vem, za otroke, mislim, da je film Tačke na patrulji, za odrasle najnovejši film James Bonda. Tako da upam, da se bodo v Idriji s novim projektorjem v kino vrnili tudi gledalci. Vsekakor stroški so bili pa tako razdeljeni 42.000 evrov ministrstvo in 8 občina. Ja, glede na predračunsko vrednost je ministrstvo odobrilo tako visok delež. Zdaj, ko se bo pač delal končni obračun, bomo vedeli, mogoče bo kaj manj, ampak sredstva tudi strani občine so rezervirane, tako da ni problema za plačilo letega. Je pa to, še enkrat poudarjam, kar se tiče ljubiteljev filmske umetnosti, velika pridobitev za Idrijo. Bo ta projektor uporaben tudi potem, ko bo dvorana prenovljena? Vsekakor. Kako kaže s to prenovo? Ja, z dvorano je tako. Projekti so se izdelovali kar lep čas, projekti so sedaj narejeni. Imamo tudi potrditev Zavoda za varovanje kulturne dediščine, ki je bil v bistvu glavni soglasodajalec pri celi stvari. Vemo, kako naj bi stvar izgledala. Prav v prihodnjih dneh se bomo pogovarjali s prebivalci bližnjih stavb, kako in kaj. Vsekakor bo sama gradnja in nov nadoderski del nekako vpliva na najbližja stanovanja, tako da moramo vse uskladiti z lastniki nepremičnin, s prebivalci in potem vložiti vse skupaj za gradbeno dovoljenje. Vsa druga, bomo rekli, soglasja so že pridobljena, razen soglasja prebivalcev bližnjih stavb, tako da upamo, da če bo stvar potekala tako, kakor si želimo, bi lahko pred novim letom že nekako imeli gradbeno dovoljenje in s tem gradbenim dovoljenjem čakali na razpise Ministrstva za kulturo, ki naj bi bili v prihodnjem oziroma v prihodnjih letih za obnovo objektov kulturne dediščine. Samo poslopje je spomenik, je zaščiteno, Tako. zato bo lupina ostala približno taka, kot je. Dozida se pa, če prav razumem, pozida se trg pred gledališčem v smeri proti ulici Svete Barbare. Ja, zunanjost obstoječe stavbe ostaja nespremenjena, v smeri nad odrom obstoječim in še približno 3 metre naprej na dvorišče bloka se dela nov oder, ki je po višini približno cela stvar z odrsko tehniko 1,5 metra više, kakor je sedanje sleme filmskega gledališča. V tem prostoru med magazinom, banko in obstoječo kinodvorano pa se dela en tak steklen, bom rekel, prizidek, čeprav se ne sliši najlepše, ki bo bomo rekli, v uporabi kot vhodna avla v samo dvorano. Ker mi od neke kulturne dvorane imamo samo dvorano, vsega ostalega nimamo, se pravi tehničnih prostorov za osebje, prostorov za nastopajoče. S tem projektom dobivamo pač nek objekt, v katerem bi bilo nekaj manj kot 300 sedežev. Zadostoval bi, mislim, da za vse druge kulturne prireditve, razen za koncerte večjih orkestrov, kot je godbeno društvo in mogoče, če pride gostovati kakšen simfonični orkester ali kaj takega. Gledališča pa bodo lahko nastopila. Gledališča pa bodo lahko, ker bo vsa tehnika taka, kot jo imajo veliki, samo na malo manjšem odru. V tem pogledu je sedaj občina Idrija nekoliko zadaj v primerjavi s podobnimi občinami. Ja, definitivno. V to se ni vlagalo leta in pač prišli smo do te točke, da praktično imamo rudniško dvorano, ki ni zankamer, po domače povedano,
in imamo dvorano na Starem placu, ki je najstarejša gledališka stavba v Sloveniji, pa spet po svoji funkcionalnosti ni primerna za gledališče. Upajmo na skorajšnjo realizacijo teh načrtov. Župan Tomaž Švencel, hvala lepa za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Hvala lepa tudi vam. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Srečno!